Družba SCT predstavlja največjo gradbeno družbo v Sloveniji. Do pred nekaj let je bila njena lastniška struktura relativno statična. Takrat je čedalje večji delež lastništva pričela pridobivati družba Delfi, ki je v večinski lasti menedžmenta in delavcev. Znotraj družbe Delfi pa je pričela rasti družba Glotis, ta v lasti uprave SCT, to je Ivana Zidarja, Aleksandra Mezeta in Janeza Jamnika. Na premike v lastništvu družb SCT in Delfi sem sredi lanskega leta upozoril Vseslovensko združenje malih delničarjev. Skupaj smo o dogajanju v družbi SCT obvestili javnost, medije in male delničarje obeh družb. Tiste male delničarje, ki so želeli, smo tudi zastopali na skupščinah obeh družb, ki sta se odvijali 31. avgusta, skoraj v istem času na dveh različnih lokacijah. Na skupščini družbe SCT je bil pričakovano izglasovan sklep, s katerim se je dosegel prenos delnic iz manjšinskih delničarjev na večinskega delničarja, to je družbo Delfi. Sam prenos ne bi bil problematičen, če bi manjšinski delničarji za to iztisnitev iz družbe SCT dobili primerno denarno odškodnino. To se seveda ni zgodilo, saj je bila denarna odškodnina postavljena zelo nizko. Na podlagi revizijskega poročila, ki ga je izdelala družba UHI iz Ljubljane, se je premoženje celotne skupine SCT vrednotilo na dobrih 12 milijonov evrov, kar je na eno delnico SCT-ja zneslo 26,74 evrov. Fizično smo bili delničarji družbe SCT iztisnjeni 19. decembra leta 2007, ko so se delnice v klirinško-depotni družbi tudi prepisale na glavnega delničarja. Ker sem menil, da je predlagana cena odločno prenizka, sem ob strokovni pomoči VZMD-ja na okrožnem sodišču vložil predlog za sodni preizkus denarne odškodnine. Na prvi obravnavi, ki se je odvijala 26. marca letošnjega leta, nas je 5 malih delničarjev družbe SCT skupaj s 3 odvetniki zahtevalo, da se denarna odškodnina določi s pomočjo poravnalnega odbora izvedencev. Mali delničarji menimo, da je SCT vreden precej več. Po mojih laičnih izračunih, ki sem jih izvedel s pomočjo primerjave podobnih družb v svetu, se je skazalo, da je ta družba vredna od 6 pa vse do 33krat več, kot jo je ocenila družba UHI, kar v praksi znese od 160 pa preko 800 evrov po delnici. Sodišče se je strinjalo s tem predlogom in obenem v uradnem listu pozvalo vse preostale delničarje družbe SCT, da se nam pridružijo do vključno 11. maja letošnjega leta in vložijo svoje predloge. Višje vrednotenje družbe SCT bi namreč prineslo koristi tako iztisnjenim delničarjem družbe SCT, kot tudi še obstoječim delničarjem družbe Delfi. Ivan Zidar je že sredi lanskega leta nakazal, da je ugasnitev družbe Delfi samo še vprašanje časa, tako da tudi delničarje družbe Delfi čaka podobno usoda kot delničarje družbe SCT. Zato pozivam vse male delničarje družbe SCT, da se najkasneje do 11. maja pridružijo nam 5 delničarjem z namenom, da bomo skupaj dosegli višjo ceno.